Do jojo učinka po hujšanju pride zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, ker se nekateri lotijo hujšanja agresivno, kampanjsko, za nekaj tednov, mesecev stisnejo zobe, naredijo neko spremembo, dosežejo tisto svojo ciljno telesno težo, ampak če dejansko ne spreminjajo svojih navad, kar lahko samo na dolgi rok dosežemo, se hitro vrnejo na te svoje stare tire. In te stare navade jih spet pripeljejo do tega, da pridobijo nazaj svojo telesno težo. Tako da bolj optimalno je postopno spreminjati svoj življenjski slog, pa res to ponotranjiti, da se potem ne vrnemo nazaj na tam, kjer smo bili. Drugi razlog je pa premajhen vnos beljakovin in pa pomanjkanje vadbe za moč. Ker te dve zadevi sta tisti, ki bosta zagotavljali, da med hujšanjem ohranjamo pusto telesno težo, ker ko hujšamo, če ne uživamo beljakovin dovolj in pa če ne delamo vadbe za moč, bomo izgubljali celokupno telesno težo, se pravi tudi mišično maso in ne samo maščobno, kar želimo. Tako da pusta telesna teža, beljakovine pa vadba za moč sta tisti, ki bosta ohranjali veliko mišične mase in posledično visoko porabo metabolizma. Ker če to ne, nam bo metabolizem padel, nižjo porabo bomo imeli na dan in bomo pač zopet pridobili telesno težo.